Kaj mislite? Ali se bomo slovenski kmetje še pravočasno zbudili? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Kmetje se moramo zavedati, da imamo ob trenutnem stanju v parlamentu in vladi, kar se tiče kmetijstva, pravzaprav samo dve možnosti. Ali izvolimo svoje predstavnike v parlament in jih po možnosti dobimo tudi v vlado, ali pa protestiramo na cesti. To nam dokazujejo ne le francoski, nemški in drugi kmetje, pač pa tudi naše izkušnje iz zgodovine. Vedno, ko smo slovenski kmetje s protesti zahtevali spremembe, so bile le te dosežene. Ni cilj protestiranje, cilj so strateške usmeritve za slovensko in evropsko kmetijstvo. Pomemben politični vpliv ne bomo mogli doseči brez množične udeležbe kmetov na volitvah ter množične podpore programom povezanih s kmetijstvom. Veliki pozitivni premiki v 90-ih so bili doseženi tudi zato, ker so tudi kmetijstvu nenaklonjeni politični nosilci v vladi in parlamentu vedeli, da smo kmetje organizirani tako dobro, da v tednu dni lahko blokiramo praktično karkoli v Sloveniji, če bi gotovili, da se ne spoštujejo dogovorjene vsebine, kot je to pogostokrat tudi danes. Ob tem, ko se delijo milijarde za pomembne, potrebne in nepotrebne stvari, se kmetom vrže pogosto le drobtinice, za katere se potem kmetje skregajo, nižinski proti višinskim, veliki proti malim, ekološki proti konvencionalnim. 380 milijonov dodatnih sredstev v kmetijstvu v obdobju 2023-2027, kar je bila enotna zahteva sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije na pobudo naših svetnikov Slovenske kmečke zveze, to je minimum od minimuma, če imamo resen namen, da povečamo samooskrbo z lokalno pridelano hrano ter ohranimo podeželje obdelano in poseljeno. Vprašajte svoje otroke in druge mlade iz vašega okolja, zakaj se težko odločajo, da bi ostali na kmetiji. Čeprav ste vi več rodov gradili svoje posestvo, ustvarjali kakovostno čredo, dokupovali zemljišča in ob modri kmetijski politiki imeli vse pogoje za uspešno in ustrezno donosno kmetovanje. Verjetno vam bodo poleg drugega povedali, da zato, ker ne želijo biti 365 dni v letu priklenjeni na svojo kmetijo, da bi lahko normalno preživeli. Saj lahko za podoben ali boljši prihodek brez težav dobijo službo, ki jim bo omogočala, da so poleti vsaj 14 dni na morju, po zimi pa vsaj teden dni na smučanju. Ali se bomo torej slovenski kmetje še pravočasno zbudili, stopili skupaj in ne bomo več hlapci birokratom, ampak ponosni gospodarji, ki spoštujejo druge ljudi, druge poklice, zahtevajo pa tudi spoštovanje zase in za svoj poklic. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.